No in recimo ta Himalaja ti da pol prvobitnost tega, da si lahko s tako malim zadovoljen. Ko pol poješ tam pismo, priješ dol s hriba in poješ en sendvič z enim koščkom klobasce. In te zadosti tako. Ja. Saj mislim, da ti to vsaka, ne samo hribi, vsaka divjina, vsaka stvar ti to da. Tako, vsaj... Ja, divjina, narava. Ja, narava. Jaz itak nisem nikoli nič tako lezel, pa tudi to mene taka vrtoglavca, da bi ker sam dol skočil. Ampak že to je bilo meni, ker sem šel tle s turnimi to Triglavsko magistralo in ker naenkrat si ti v pokrajini, kamorkoli pogledaš ni nič. Samo hribi, beli, na vse strani samo tisti hribčki. Pa si mal nad Bohinjom. Ali pa nekje, ne prav deleč nekje. Kaj šele mora tam biti. Ampak mislim, da ti vsak tak ti da ta občutek. Je pa to po mojem tudi malo mindseta. Kaj vse rabiš. Zato mi je bilo ful všeč, ker je en profesor, se je bil tudi tlele, sem ga imel v gosteh, takrat, ker sem v te legence, ta Aleš Vodopivc. On ena prvih nalog, se je zdaj šel v penzion, ampak ena prvih nalog, kar je dal študentom, je dal najmanjši možen stanovanj oziroma bivalna enota. To se z leta let sam krčil, koliko res minimalno rabiš. In to se mi zdi krasna naloga, ker če znaš to rešiti, zdaj sem sicer hotel reči, če znaš to rešiti, pol znaš rešiti karkoli večjega, ni res. Jaz imam dostikrat problem, ker ljudje hočejo več, jaz pa še zmeraj tiščim skupaj, že ker se moram prav odklopiti. Ne, ljudje hočejo več, bi tudi kupili več, bi naročili več. Kdo sem jaz, da jim bom zdaj omejeval, da ne več. In je kar problem, ampak rabimo pa res malo. A ti poznaš Eben Špangarja? Tomaž, arhitekt. Tudi je bil v Avstraliji. Sem slišal, No, včeraj sem bil na odprtih hišah. Je zdaj tam pri Murski Soboti si naredil eno hiško. Krasen primer. To v bistvu hiša eno prostorc, ima tam nek utility 2x1 meter še. Če pa vse. En tloris, z umarom pregrajen, malo spalni del. Dobro, kopalnica je še zaprta. Ampak res malo rabiš. Res malo rabiš. To smo imeli mi izkušnjo. No, vi, ja. 13 kvadratov. Ja. Let pa pol smo z družinca, tam malo bi 2 let star. Se povej, to je ful zanimiva zgodba, viš, na to se pa zdaj nisem spomnil, ampak jaz to poznam, ampak vseeno je pa res zanimivo. Pa ker smo jih dregali. To je bila v bistvu nam tako lepa izkušnja v resnici, družinsko, ki nas je tudi ful povezvala ali pa povezala. Mislim, da poveva, kaj je to bilo. Ti si kupil parcelo, si se spravil hišo graditi in za ta čas, ko ste jo gradili, si postavil en kontejner, dobesedno kontejner in ste pol tam noter živeli koliko časa? Let pa pol. Let pa pol. 3-članska familija z majhnim otrokom v kontejnerju, sicer krasno na obali Kamniške Bistrice. Ideja je bila, da ta kontejner pač mogoče pol oddajamo, ki je to tik pod veliko planino, pa tik ob bregu tam, kot enota. Sem naredil to iz CLT-ja takrat, masivnih sten, vse v lesu in terasca zunaj, 5x4 metre. In ko smo rekli, dobro, bomo pa to naprej naredili, pa bo to za vikend, da prespimo, da smo na parceli, pa popoldne, da smo pričali, kako se to skupaj sestavlja, gradi. Ko smo ene 2-krat prespali, mislim, da ta drug vikend smo kar rekli, škoda, daj, pej ti, Neža rekel, pej ti po malo robe, pa malo danes še kar podaljšali, pa smo pol počas iz stanovanja nosili robo. Prej ste bili tle dol, na Kajzikovo. V Kamenku. V stanovanju. V stanovanju, dobro, ti se je bilo 22 kvadratov. Ampak enosoben tloris, ful dobri tlorisi iz leta, 80, 85. Se spomnim, ker so se gradili. Ampak kvalitetna arhitektura za tisti čas, tako
ampak funkcionalno, res na teh kvadratih. V glavnem, in smo pol tam not imeli, ja, pač vse zavetje, vse tako. In seveda, ko je žena prišla na 10-krat večjo kvadraturo, čeprav je bilo 120 kvadratov, ni mogla, da ne bi bila zadovoljna. Evo, vidiš, dober recept. Dober recept za vsega. Najprej ga. Ampak v resnici nismo res, mislim, jaz sem videl, rabaš več gospodarskega dela, shrambe, takih stvari. Spalnica pa kuhinca je bila v resnici pač za osnovne potrebe čisto zadosti. No, tisti je res majhen. Mini. Ajde, za polet, ki živiš v zunaj, pa to gre, ampak vi ste let pa pol, kar pomeni, da daš tudi eno zimo, tudi zimo skozi. No, jaz sem kar dosti delal, takrat sem hodil, bom rekel, pač po zimke že tema. Ja, to že, ampak vsem. Ja. Koliko je bil vid takrat star? Hodil je že, ker je leto po, tega ranga. To nam nikoli pozabil, kako je zemlje. Bos skakal po gradbišču med unim armaturnim mrežam, pa žemlji, jaz sem kar bolj, da ne gledam. Ja, videl sem tako, da vem, zaupala ali pa svobodna v tem smislu. Pa se res ni nič naredila, moram potrkati. Pa sej je tudi, recimo, pa sem v hiši naredil podest, tako kot ti velikrat projektiraš. Brez ograje smo naredili tisti podest. Nikoli ni noben imel neke slabe izkušnje. Tudi, ko so bili obiski, je bil podest s poslo gor odprt. So imeli spoštovanje otroci. In jaz mislim, da jih v bistvu premalo vzgajamo v tem smislu, da so oni za sebe odgovorni. Če je 3 leta star, ajde, pri 2 letih, kaj se jih nauči hoditi, pa to ga moraš malo usmerjati. Ampak po 3-4 leta star je pa že toliko brihten, da ve, da če v dol skočil, da se udaril, da ga ne bo dobro. Ja. In tam, ker ni bilo nobene ograje, to so mi tako mirni, nobenega porinu. In se mi zdi premalo vzgoje damo v to. Tudi šolski sistem, vse je prepovedan, skozi neke, bom rekel, omejitve, tako v tem smislu, da se ti nekako ne razvije, mogoče sploh. Amigdala, kako se že temu reče tisti. Mislim, Japonci imajo baje problem, ne vem, če si slišal. Oni imajo ogromno poškodb glave od 10 do 13 let, ali pa do 10 do 15 let. Takrat, ko začnejo otroci v bistvu biti že bolj samostojni, pa jih pustijo na ulico, pa to niso nikoli prej bili prepuščeni temu. In pač oni padajo, brez da bi se pač znal ujeti. Ja. In so ugotovili, da pač enostavno so toliko bremzani prej, da ni tistega, recimo pri 3 letih pade, pa vidite, pri Nari Petroviču smo bili na Pomjanu in se tam z valom in skale se je tle neki prebil, pa še zdaj to, ampak to je pač neka zgodba, ki jo bo nosil do konca življenja. Mi dva pa tudi, z njim, ki smo pol pa v Izolo tam šivati, pa tam zabavo cele sestre, pa tako, ampak v resnici, ko smo mi ti zalepili, preden smo dokaj prišli, je bilo to že zacelanje, bilo to ena majhna škodbica. Lahko se tudi zgodi slabo, ampak jaz mislim, da velikokrat treba zaupati, pa iti nekako, ne vem, recimo, fanta sta hodila v gozdni vrtec. No, to je nekaj, kar je bilo neprecenljiv, pa bi danes ponovil, pa mislim, da je vrtci v Sloveniji vrhunski. In ta gozdna pedagogika je bistveno močnejša v predšolski vzgoji kot v šolski, čeprav se trudijo tudi v šolo to uvesti. Ampak to je bilo noro. Oni so bili v vrtcu Samorok tam sred gozda, ena šotorka, recimo, to je bilo enega novembra, sred novembra, dež, cel dan oliva. Oni so bili cel dan zunaj, v nekih takih gumiranih hlačah. Ko sem prišel, sem jih mogel tako uvideti, da sem jih v avto spravil. Ampak Maj je bil 3 leta star. On je razvil tako motoriko, v bistvu še danes lahko teče navzdol po gozdu, tako, na poln gas. In ne bo padel, ker pač takrat toliko plezu tam so imeli tudi tako, pa podričali so se in se mi zdi tega ful manjka. To je nekaj, kar bi mogli
ker imamo pač vse danosti v naravi. Mislim, v Sloveniji tako naravo, no. Tudi v Ljubljani greš tega do Tivolija. Pa greš sam malo gor, mi smo šli ena zanimiva pot iz Tivolija pa dol do živalskega vrta, do Mosteca. Pač imaš Orangmajno, je ful, pa čez 5 minut iz mesta. Lej, se strinjam, tega manjka, ampak... Pa noben ni zbolel, no, to se mi zdi ta odpornost. In, zaradi tega, ker so bili mokri pa to? Ne, pa bili so zunaj cel dan, to je recimo tam, ko hodiš Norveško, tam je ena moja potencialna stranka, pa pol nekako drugače so zapeljali, ampak se prav s tem ukvarja, ko so bili na Švedskem, koliko imajo recimo ta šolski sistem, mogoče sem zdaj zabluzil. Ne. Ampak odprt v tej smislu, da je pač ta bivanje ali pa učenje v naravi, ne, v šolski učilnici bistveno bolj učinkovit. To sem jaz popričal. Pa tudi spodbuja, mislim, do 8-10 leta ne bi se te neke nevronske mreže veliko hitreje razvijale z motoriko, zato ima recimo Waldorfska šola, kliklajo, pa štejejo pol 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kliklajo, ne vem, če so že kliklajo. Kliklajo, štrikajo, no. Ne vem, če so štrikajo, to je moram pa vprašati. Ja. Zdaj delajo že pol leta neke klopce iz lesa. Za svoj vrtec, Waldorfski. Tako sicer živa to ampak ona je v srednjo šolo. Srednjo gimnazijo. Možno, da je v osnovni šoli. To pa možno. Prve 3 razrede začnejo štrikati, ker v bistvu s tem ful krepi motoriko, pa kuhajo ogromno in s tem v bistvu matematiko, pa to. In se mi zdi naš šolski sistem pač prve 3 leta čist zgrešen v tem smislu. Ker sem videl, kaj tam dela ta, bom rekel, gozdna šola, mislim, Neža je bila s tem, v tem hotle probat, bom rekel, nekaj drugače smo probali pol marsikaj. Z vidom, pa pol tudi šolanje doma, ampak je v bistvu v tem smislu ta šola, gozdna šola, ker recimo Stranje je vrhunska šola, ki ima zadnji gost in tako. In se trudijo to gozdno pedagogiko uveljaviti, ampak jim po eni strani predpisi omejujejo, če je nad 16, mora imeti še enega spremljevalca, pa se finančno ne izide in tako. Po drugi strani pa tudi učitelji velikokrat pač, ti moraš pač, da otroke peleš v gmajno veliko riskirati, moraš sprejeti odgovornost, da bo kdo prišel polulan, pa umazan, pa bo padel v drek, pa boš mogel to zagovarjati, pač imaš kar veliko novih težav, ki jih drugače nimaš. Ampak smo imeli eno učiteljico v 3. razredu, eno Miro Rifel, ki bi mogla kurikulum pisati, res ona je pa vrhunsko. Mislim, to je bilo v sklopu šole? V sklopu šole v Stranjah. Peljala jih je mogoče 3-krat, 4-krat na teden na breg Kamniške Bistrice in so imeli tam 1-2, drug razred. Šolo pač na bregu, sabo so znesli, ne vem, zvezek, tret, pa so tam pač malo se igrali, v glavnem, pa so imeli tematske dneve, so pekli piškote, pa so stare mame, je znala zorganizirati, so stare mame prišle, pa so delali kruh, pa so šli z enim lovcem v gost, pa so jim nastavili tam neke roge, pa to. V glavnem, toliko energije, pa tik pred upokojitvijo, gospa, fenomenalna res to. In se da, samo pač mora biti človek, po moje tako, pedagog in to je moj sosed rekel, zelo dober, tudi podjetnik je rekel, pedagogi bi mogli imeti primerljive plače zdravnikom, zato ko oni so naš up, naša generacija, ne. In včasih je bil učitelj nekdo, ki je bil je imel neke danosti, neke, bom rekel tako, sposobnosti videti, čutiti, zaznavati, neki, ali pa... Ja, ne. To... No, se pa pač biti priden. Kaj je prej, kura ali jajc? Ja. Zdaj, imeti primerljive plače z zdravnikom, a priori to reči, se veš, veliko imaš učiteljev, ki se niti priprave ne da nič. V bistvu učiteljstvo je lahko zelo težek poklic, če ga vzameš
tako odgovoren, sicer izpolnjujoč, ampak odgovoren pa težek, lahko je pa zelo lahek poklic. Se strinjam. Pa se jaz ne mislim ampak samo plače, jaz mislim kvaliteto kadra. Problem tega, zakaj priješ do tega problema? Zato, ker je pa to uravnilovka. Oba učitelja, tako ta gospa, ki je to organizirala, kot nekdo, ki itak dela že po 10 letih šole to z levo roko in porabi v bistvu ima niti pol delavnika, ne, zato, ker ima za narediti, ne, pa za polno plačo, padete v isti plačni razred in this is it. In to vaš pol uravnilovka ti vse ubije, zato sem jaz tako... Ne, nisem tako. Ja, vem, kaj si mislil, ampak se mi zdi to dosti važno, tako kot rečejo, ja, politiki bi morali imeti ful visoke plače, da ne bojo se skorumpirali. Mislim. Ne bomo tle začela, ne, mogoče. Ja. No in isto tudi, ne, tudi ti nekoga, ko v službo vzameš, ne boš rekel, zdaj ne pa jaz ful plače, bomo pa videli, kva bo. Da bo neki, ne. Da mora biti, ja. Ja, ampak tako, ampak ja, v resnici, kaj pedagog postavlja, ne, in kaj bi mogel imeti kot lastnosti, se ne zbira potem, ampak se zbira mogoče na koncu po ocenah, pa da je sprejet, pa nek na koncu pač mogoče narobna merila, kdo sploh gre v to. Ne? Merila se v hipu, to se ti povsod pojavlja. V hipu, ki ti začneš zaradi nekih optimizacij ali pa reda postavljati sistem, se tebi neke stvari rušijo, zato ker ne more biti individualno, ne more biti custom, ne more biti neki in pogre to vse down the drain. Ne. No, ampak to se mi zdi zanimivo, kar si rekel, ja, s to varnostjo, ker jaz to tudi vsakič znova, ne, mi smo naredili hišo in une naše štenge, se poznaš, doma so odprte, ne. In pol, ko smo naredili hišo, sva imela živo, nikoli ni bil. Jaz sem tisti ročaj zmontiral takrat pol po požaru, sem rekel, zdaj bomo pa še ročaj naredili, ampak takrat je bila živa že toliko velika, da ga tudi ne bi rabila, ga bi jaz počas prejel za gor prideti, ne. Pa toliko ta varnost, ne. In jaz sem dostikrat, seveda, mi narišemo noter ročaj in ograjo by the book, zato da smo pač kot biro varovani, ker bi bil to lahko drugače problem. Ampak se istočasno, hvala Bogu, imam veliko naročnikov, ki tega pol ne naredijo, ker jim jaz tudi rečem, da jaz tudi zase tega ne bi naredil, ker je to tako. In jaz sem ta, bi rekel, razodetje to, glede te varnosti, doživel, kdaj pa je to bilo? To je bilo tik po faksu, sem šel v Južno Ameriko, in tam na Titikaki so neki Isla Samarilja, neki tazga. V glavnem, to so otoki iz slame. Pač toliko slame je, da je kar cel otok. Tiste trave naberejo, posušijo in dajo gor. Ne? In ta zadeva se skozi potapla in oni skozi to mečejo gor in pač tako. Ampak, in to je tako. To je plavajoč. Ma ne vem, ne vem, a je plavajoč ali kakšen je, ampak v glavnem. Daš, poglej. Dobro, narava. Ja. No in tam sem jaz videl, tam ljudje na tistih slamnatih otopih, ki se potapljajo, delajo, živijo, bivajo, otroci stekajo, žogo mečejo, babica neki plete, slamnato košaro, zraven dojenček stoji, sedi, tako ne zna ne plati, ne čisto ob vodi. Mi se pa gremo tle neke ograje in ograjce in kje ne smeš dati glave skozi. In točno to je, jaz zelo zagovarjam to, kar ti praviš. Pač, ko je to enkrat odprt, se otroci, jasno, navadijo se, to se vzpostavi. Ne? Jaz mislim, da se vzpostavi, da sam začne zelo zgodaj sprejemati odgovornost. Kar je v sodobni družbi en velik problem. Ja. In najprej sprejme odgovornost za sebe, ki je pač star 4-5 let, pač če opade, ne bo mogel jutri letati, ko bo poškodovan. In mora sprejeti v tem primeru. In
tako je tudi alpinizem, recimo, ki se spraviš v eno smer, pač se moraš odločiti in ti v tem smislu krepi neko stabilnost, da pač, ko se nekaj odločiš, moraš pač skozi prideti. Težko obračaš, ker samo v semitih, to je redko, da imaš možnost sploh. Ali pa da se ti pač tudi izide na koncu. Tako da je neka odgovornost, da se spraviš in pol moraš pač fajta do nekega vrha, od kjer pač lahko se stopiš, je podoben kot v življenju, ko se spraviš v eno odločitev. Tako. In za tem stojiš in grizaš in rineš.